Dajmo. Drug pride iznenada. Presenetite. Ne veš, kdaj bo prišel. Nevarno. 9, pa pospravljaj. 13. 15. Enkrat bom. 12. 13. 15. Rekl najprej masko dol, čelada gor, pol masko pospravljaj. Zapomni si tam. Trufi! Dajmo, dajmo, dajmo! Mišiš, ne dihaš! Vlečeš v masko, vlečeš! Dajmo, dajmo, dajmo! 5, 7. Drugi dan terenskega usposabljanja smo preživeli napoldan na strelišču, kjer je potekalo nastreljevanje avtomatskih pušk. To pomeni, da vsak vojak prilagodi svojo puško svojemu očesu. Tukaj morate biti pozoren, cel trebuh, čez, pomovce ven. Ja, ker je udoben položaj, kot ležeči že boljši. Vnese. Dajte še 2 klika gor. Še 2 klika gor, pa 2 desno. Kaj so še rekla? Zadnja šansa. Gor pa desno. Enega gor, enega desno, pa je v nulo. Najprej po višini spustila dol, ker imaš previsok. Da. 10 klikov dol, vrtiš v smeri urnega kazalca. 250, 160. Kandidati streljajo na zaporedni številka 4. Pomeni že nastreljevanje mehanskega merka in pa aimpointa, optične namerilne naprave. Zadnja vaja je pa še že za oceno sama grupa, ki mora ležeči odpraviti maksimalno 200 mm in pa ležeči rov tudi 200 mm. Tako da kandidati trenutno prva zmena so opravili vsi. Prva noč v taboru je bila dokaj napeta. Imeli smo številne alarme, so nas kar vodniki precej naganjali, drugače je pa to zanimivo. Odločil sem se z veseljem za vojsko, ker pač mislim, da bi vsak mogel to odslužiti pa videti, kako je. Drugače pa smo že postali dobri prijatelji, kolege, videvamo se tudi kaj za vikende. Seveda je pa tudi hrana odlična, kar se moramo zahvaliti našim kuharicam. Izjavljam, da bo pri sebi en šolski naboj, nobenega manevrskega, nobenega vadbenega, nobenega ostrega streliva ter ostalih pirotehničnih sredstev. Več, kot sem pa pričakovala, malo bolj naporen, pač rabiš veliko kondicije. Zelo zanimivo, za tiste, ki zanimajo puške, je to fenomenalno. Zraven dobiš kondicijo, veliko se naročiš, kot je orientacija, takšno in drugačno znanje. Tako da zelo super, sem zadovoljna. Meni gre tako za eno tako življenjsko izkušnjo in to sem tudi dobila že do zdaj, pa še naprej verjetno bo. Fantje so zelo super, se pomagamo med sabo, tudi nama puncem tako pomagajo, vse je tako kakor ena ista ekipa, dihamo isto. Inštruktorji so isto super, sicer malo strogi, ne, ampak to tudi morajo biti tukaj v vojski, tako da jaz sem zadovoljna. Ja, jaz osebno jemljem to kot izkušnjo, ampak če dokončam to služenje, pa bom verjetno pogodbeno rezervo. To pač čistimo vsakič kot po streljanju. In jo namažemo. Tudi če je ne uporabljamo, pač tudi pred streljanjem, da pač je skozi čisto.
Maksimalno minuto bi po mojem bila, da postavimo. Sem damo vso opremo, ki jo prinesemo, ki je kar 30 kg. Postavi se okoli v 5 minutah, tako da je hitro narejen. Notri tudi spalka, kjer je ful topla, si da samo v spodnjem merilu pa te ful pogreje. Dober tek. Kibija, sam je pač no, to pa voda v skupaj. Danski del je namenjen usposabljanju iz predmeta preživetje, kjer se bojo vojaki naučili, kako v naravi zakuriti in ohraniti ogenj, kljub mogoče slabemu vremenu, dežju in drugim težkim pogojem. Na to pa še usposabljanja iz priprave hrane na terenu, kjer jim pokažemo, kako izgleda vojaški bojni obrok, ki je namenjen 24-urnemu preživetju brez. Znate, stoj, ti! In se maskiraš. Odlično, tako. Vratniki so gor. Sedete se, znake, imate maskirane z zlato. Smo. Nadaljujemo s temo preživetje, priprava kurišča, ognja. Mezinec, palec, roka. Se pravi, najprej nabiraš tanjše veje, debelejše veje in debele veje. In jih lepo zlagaj, delaj. Če boš čas nekaj delal, boš počas videl rezultat. Če boš videl rezultat, ti bo rasla morala. Če bo rasla morala, boš preživel. In na sred korišča noter smo mi zapičali eno tako večjo rogovilo, na katero pač lahko zlagaš vse te vejice in tako naprej. Zložiš, vmes daš papir, smolo, lubje, povežeš z vrvico, bomo... Ogenj je glavna motivacija, kad ti zebe, kad slačen, kad imaš ranjenega sovojaka. Ogenj nareš po stvari.